Janez Weiss je pred kratkim doktoriral z področja, ki je pri nas relativno redko zastopano, oziroma manj doktoratov je z tega področja. Sicer ga pa poznamo kot kustosa v muzeju v Črnomlju, ki pa se pravzaprav, ne glede na to, da se je doktoratu posvetil neki precej stari temi, ukvarja z širokim diapazonom časovnih vprašanj. Od antike pa do najnovejšega časa. Recimo, verjetno ga publika pozna po scenariju filma o Viniški republiki, na primer, ne? Ali pa kaj podobnega, mlajšega, ali pa kakšna srednjeveška vprašanja. Ampak doktorat je bil pa še zgodnejšega obdobja. O čem je bilo pravzaprav govora v tvojem doktoratu? Naslov naloge je bil Japodikani Tavriski, času širitve in utrjevanja rimske oblasti. To pomeni, da je bila naloga osredotočena na čas med koncem 3. stoletja pred našim štetjem in koncem 1. stoletja našega štetja, se pravi nekako med časom po prvi ilirski vojni rimski, ne, na jugu Jadrana, in med, recimo temu, Flavici oziroma koncem dinastije Flavicov. Torej v teh 3 stoletjih je bilo potrebno obdelati, torej, kako se rimska država širi v ta prostor, kakšne oblike interakcije ima s tem prostorom, torej kako se s temi 3 skupnostmi v bistvu dotika, stika, tudi kje prihaja do trenj in kako, kaj so vzroki, in seveda na koncu, kako se je ta vojaška, torej ko ta rimska oblast vojaško razširila in tudi kakšne upravne forme je prevzela in imela. Se pravi, to sta te dva fenomena širitve in utrjevanja. In kako je to izgledalo v praksi? No, začetek interakcije, seveda moramo razumeti, postaviti zadevo v pravilen kontekst, in moram seveda poudariti, da naloga se primarno osredotoča na politično, torej ne se osredotoča na vprašanje jezika, vprašanje etnične pripadnosti, marginalno se ukvarja tudi s tem, poudari predvsem težavna vprašanja povezana s tem, ne se pa s tem torej primarno ukvarja. Primarna naloga je politično. No, in začetek seveda je povezan z rimskimi interesi v prostor Jadrana, kakor tudi v prostor obpadja, se pravi v prostor tako imenovane, pozneje imenovane Cisalpinske Galije. No, in prva interakcija Rima z tem prostorom, ki je tudi zabeležena, in sicer zelo, zelo skromno, vendar pri vrsti, torej tako zgodnjih kot poznih avtorjev, je prva istrska vojna leta 221 pred našim štetjem, povezana seveda z akcijami proti Demetriju iz Hvara, in pomeni torej ne le vojaško akcijo torej na obalah današnje Istre, temveč je posebno zanimiv pohod, ki se je zgodil leta 220, se pravi 1 leto pozneje. No, in v tem pohodu se omenja pri poznemu avtorju Cassiu Dionu, da so bile nekatere skupnosti torej podvržene za vojno, torej polemo, ne, druge pa z homologaji, se pravi z sporazumi. No, in to jasno nakazuje, da je rimska država torej posegla v ta prostor in tukaj izpostavila nekakšne odvisnosti, to pomen vojne seveda, in nekakšne sporazume. In ti sporazumi se mi zdijo pri preučevanju rimske interakcije s tem prostorom ključni, ne. Ker Rim ne samo pride in podjarmi, temveč Rim ima, če gledamo skozi neke pravne odnose, zelo, recimo temu, sistematičen način interakcije z tako imenovanim barbarskim svetom, k kateremu spadajo tudi te 3 skupnosti. No, in se pravi, po tem prvem pohodu 221-220 je seveda punska vojna vsakršne rimske akcije v tem prostoru onemogočila, in potem prva novica je šele prihod Galcev leta 186 pred našim štetjem, poznejša rimska akcija, torej 3 leta pozneje, s katerim so ti Galci izgnani, in kvaliteta naloge je v tem, da uporablja torej da Livijevo poročilo o tem prihodu, ki je osrednjega pomena, imamo jih tudi seveda drugje, dopolni z besedami ohranjenim pri Pliniju starejšem, v katerem jasno izpade, da so imeli Tavriski 2 mesti. Eno je ta napol mitološka, neodkrita Noreja, drugo pa je seveda Deletum Oppidum. In ta Deletum Oppidum je mesto, ki ga opisuje Tit Livij, njegovo uničenje 183 pred našim štetjem.
in jasno pove potem Plinij skozi besede analista Calpurnija, torej Pisa Frugija, da gre za tavrijske, se pravi za skupnosti današnjega slovenskega prostora, ki je očitno skozi Okro, torej pod Nanosom, vdrla v severno Italijo in republika je proti njej posegla. Zakaj je to pomembno? Zato, ker to je v bistvu prva diplomatska interakcija Rimske republike za to skupnostjo. No in potem se opazuje seveda nastanek Aquileje, 181 pred našim štetjem, razvoj tega naselja, ki seveda ni moglo se razvijati brez soglasja oziroma brez nekih prijateljskih odnosov z bližnjim zaledjem. To pomeni posebno za Karni, Katali in drugimi skupnostmi tamkaj v bližini, ki so očitno imeli z Rimom nekakšen sporazum amicitija, torej se pravi nek prijateljski odnos. To vidimo pozneje, že nekaj let pozneje, leta 178 pred našim štetjem, ko v drugi istrski vojni sodeluje Proregulus Catmelus. In ta Proregulus je več kot očitno torej načelnik Karnov, torej ne gre za neke Galce iz severne Italije, ki bi tam prišli vojaško pomagati, temveč gre za bližnje Karne, ki seveda pomagajo v vojni proti Istrom. No in potem sledi ta znamenit pohod 171 pred našim štetjem, slabi odnosi, kršitev, torej rimskega prava, kajti prokonzul Kaj Kasi Longin deluje tako izven svoje province, ki ima mandat, kakor tudi seveda vojno napove oziroma ravna brezpravno, kakor da je s temi skupnostmi vojni. No in tako opazuje naloga potem tudi konec 2. stoletja, te znamenite tri vojaške akcije, se pravi Caesium Proni tudi Dan, potem torej Aurelij Kota in Metel, ter na koncu seveda Mark Emilis Kaver, s katerim se pod jarmi tako torej prostor Karnov, kakor deloma osrednjeslovenski prostor, kvečjemu do Save, in seveda japotski prostor Notranjske in najverjetneje tudi same Like. No in to je nekako, sam sem to poimenoval tudi tansko, torej skaverski red vzhodnih Alp, ki obstane nekako do Cezarjevega časa. No in v Cezarjevem času se pa vendarle končno opaža razvoj novih središč, govorimo tukaj o Iulium Carnicum, o Forum Julii, o Tergeste in Pola, ki pomeni razvoj novih rimskih središč in s tem tudi odlične predispozicije za širitev in utrditev rimske oblasti v tem prostoru. No, sam zaključim, da je umor Cezarja marca 44 pred našim štetjem za 9 let torej odložil vojaško akcijo proti skupnostim tega prostora. Namreč Cezar je nedvomno imel v svoji dačanski vojni načrt podreditve tudi prostora do reke Save. Najverjetneje označba Siska oziroma Segestike kot zelo primernega oporišča proti Dačanom izhaja ravno iz Cezarjevega časa in vemo torej, da potem leta 35 pred našim štetjem s tem znamenitim Oktavijanovim pohodom v Ilirik pride do pokoritve torej tako japotskega skorda celotnega prostora, kakor tudi ponovne pokoritve upornih Karnov in Tavrijskov, torej se pravi prostora severovzhodne Italije, skrajne in današnjega osrednjeslovenskega prostora. No in tu skozi to dolgo obdobje vidimo v bistvu Rim, ki ima interakcijo s temi skupnostmi, z njimi v bistvu sprejema sporazume, ne? In izrecno imamo omenjenega le enega, ne? In to je seveda sporazum, ki ga v tekstu Pro Balbo omenja sam Cicero, ko pravi, da foedera extant, torej obstajajo pogodbe in med skupnostmi, s katerimi obstajajo pogodbe, omeni tudi Japode in vrsto drugih barbarskih pravi ljudstev v Galiji. Ne? In tu lahko vidimo tudi Karne in druge. No, se pravi, tole diplomatsko oziroma upravno oziroma diplomatsko v bistvu dejansko razmerje pa v avgustejskem času nadgradi dejanska uprava. Ne? In znotraj te vojaške province Ilirikum, če lahko temu tako rečemo, torej se spostavi več različnih oblik uprave, pri čemer za japotski prostor jasno vidimo obstoj prefekture, v kateri so bili povezani Japodi z Liburni, in ta prefektura se dejansko potem kaže še zelo pozno, očitno je v Conventum Skardonitanom, se pravi v sodnem zboru v Skardoni, ki je pristojen za reševanje sporov tako med njimi kot tudi torej
z rimskimi državljani. Pozneje pa se celo Klavdij Ptolomaj torej imenuje, da v Liburniji so torej Japodi. Ne? In vidimo, da tale upravna povezava, ki izhaja v bistvu iz vojaške prefekture, se ohrani tudi pozneje v času civilne uprave. Pri Karnih je zgodba drugačna, oni so attribuirani torej različnim cezarijanskim središčem, torej Julium Carnicum, Forum Julii, Tergeste, in to seveda vemo iz znamenitega napisa iz Trsta, kakor tudi iz zelo sicer splošnih, ampak očitno točnih navedb Plinija starejšega. No, Tavriski pa so ena povsem drug fenomen, ki v bistvu povsem izginejo kot neka celota, kot pa neka povezana skupnost, so razdeljeni med vrsto manjših skupnosti, seveda, zdaj, ali so te ambisavi, omenjeni na napisu iz Celejskega agra, dejansko bili skupnost, ali je to samo neka rimski neologizem, tega ne vemo, ampak kaže že možnost, torej, da so te skupnosti torej, ambisavi, latobiki, varcijani, sereti, serapili, jasi, morda tudi andizeti, torej spadali v to, kar nekateri imenujejo plemensko zvezo, sam pa to dojemam predvsem kot neko konfederativno ureditev povezave različnih skupnosti. No in torej Tavriski so bili razbiti med 3 province, torej območje Celja pripade Noriku, območje današnje Ljubljanske kotline, kakor vemo, zaradi kamna iz Belk, torej pripade večji del Italiji, ves ostal prostor Tavriskov, ki sega globoko v Slavonijo današnjo, seveda pa je del province Panonija. In tako v bistvu Rim popolnoma spremeni recimo podobo, razbije določene skupnosti, medtem ko druge ohrani, in v bistvu vidimo značilni rimski, torej neenoten pristop k upravni ureditvi tega prostora. In torej nekatere identitete pozneje izginejo, druge se pa zopet ohranijo torej zelo pozno. Torej vemo, da torej Elii Carni Cives Romani posvečajo napis Trajanu v Neviodunu, torej v Novem pri Krškem še v začetku 2. stoletja, in oni sami sebe imenujejo Elii Carni, torej gre za identiteto, ki očitno še globoko, torej skoraj stoletje in pol obstane. Prav tako torej Principes et Prepositi Iapodum, izpričani v Privilici, v Pounju, pričajo o seveda civilni upravi, ki je v rokah plemenske elite, torej teh Principes, medtem ko pa torej in Iapodi torej nekako obstanejo kljub vsemu, Tavriski pa kot celota, kot rečeno, povsem izginejo in so razdeljeni in obstanejo razdeljeni v nekih manjših skupnostih. Janoš, najlepša hvala. Več bomo pa prebrali verjetno, ne? Ja, 640-stranska zadeva, tako da več kot dobrodošlo. Bi pa omenil samo to še, da zadeva je razdeljena v 3 dele, torej v prvem delu obravnavam 30 antičnih avtorjev, podam prevode njihovih del, podam biografije in obsežen komentar z uporabo zadnje literature, koliko je le ta bila dosegljiva seveda. V drugem delu je nekako poskus, ko zgodovinar uporablja arheologijo, se pravi z vsemi nepopolnostmi, ampak očitno je nekaj, da naša arheologija torej ni tako etnično označena kot recimo na Hrvaškem, ki imamo liburnsko skupino, dalmatsko skupino, japodsko skupino, mi govorimo seveda o notranjsko-kraški, torej o mokronoški skupini, o viniški skupini in tako naprej. To je torej drugi del, tretji del pa predstavlja torej ta politična sinteza, v kateri se to vse skupaj združi v neko enoten narativ. Hvala lepa. Prosim.